Spoštovane gledalke in gledalci, lep pozdrav in dobrodošli. Pozdrav in dobrodošlico izrekam dr. Tomažu Roženu, županu občine Ravne na Koroškem, ki je naš tokratni gost. Lep pozdrav tudi z moje strani. 19. oktobra 2014 so bile lokalne volitve, čas pa hitro teče in 4-letni mandat 2014-2018 občinskim svetnikom in tudi županom se izteka. Predsednik Državnega zbora je razpisal lokalne volitve, ki bodo v nedeljo 18. novembra 2018. leta. Novost tokratnih volitev pa je stalni termin volitev. Je to prava odločitev? Jaz mislim, da je to dobra odločitev. To je sicer sprejel Državni zbor z zakonom o lokalnih volitvah. Določili so, da se lokalne volitve opravijo vsakič tretjo nedeljo v mesecu novembru. Letos, kot ste rekli, to pride na 20. november in to po moje oceni je dobro, da se to naprej pravzaprav tudi za prihodna 4 leta ve, kajti datum volitev se je nezadržno približeval, torej od oktobra, prve so bile decembra, potem pa je datum povzel proti poletnemu času, ki pa ni najbolj primeren za izvedbo volitev. Razpis volitev pomeni, da so priprave na nove volitve v polnem teku. Skratka, snujejo se liste, pripravljajo se programi, skratka, pa bi tako vprašal, ali je lista dr. Tomaža Rožena za občinski svet že zasnovana, pa tudi program spisan? Ja, zdaj, kar se tiče mene osebno in pa moje liste, še priprave niso v polnem teku. Dejstvo je, da je treba korektno, profesionalno in resno oddelati cel mandat, torej do zadnjega dne. Se pa že delajo načrti, bi rekel bolj obširno, bolj grobo. Res je, na teh volitvah namerava zopet nastopiti za zaupanje volivcev tudi tako imenovana lista Rožen, torej lista, katere nosilec bom sam z enakimi oziroma kar se bo možno istimi kandidati kot na prejšnjih volitvah, torej da bi zopet zaprosili torej za to zaupanje na lokalnih volitvah na enak način kot pred 4 leti. Pred 4 leti, če tako rečem, ste bil za župana izvoljen v prvem krogu in tudi v občinskem svetu ste se svojo listo dosegli kar s podobno večino. Ali to pomeni, da je bilo, bi rekel, vodenje občine na tej podlagi lažje, pa manj zapleteno, kot bi sicer lahko bilo? Drži, zagotovo je najlažje voditi občino, občinsko upravo in seveda tudi predlagati proračun in ostale bistvene dokumente na način, da ima župan zagotovljeno seveda stabilno podporo v občinskem svetu. Od 212 občin, zagotovo 190 županov to ima na različne načine ali z nekim koalicijskim povezovanjem različnih interesnih skupin ali političnih strank. Nekateri pa imajo tudi svoje liste, s katerimi so najlažje potem uresničujejo program, za katerega so dosegli zaupanje volivcev. Župani so edini večinsko izvoljeni. Redko katera občina ima večinski volilni sistem za občinske svetnike in ta dinamika je pomembna za doseganje rezultatov. Vidimo občine, kjer se župan in občinski svet ne razumeta, šlo je do ekstremov, 2 leti nesprejet proračun in podobno, je že Državni zbor hotel razveljaviti volitev ene izmed občin. Tako da na Ravnah, bom rekel, če lahko rečem, za zadnjih 12 let, ko vodim občino, je to bilo vedno ustrezno stabilno, to lokalno politično okolje, da se je potem dalo res delati v interesu ljudi, ne pa se ukvarjati sam sabo, se preigravati okrog katerih členov oziroma drobnjakati, kot se reče, za posamične rešitve. Predvolilne obljube, kako je s temi zadevami? Ali v kolikšni meri vam jih je uspelo realizirati? Skratka, se da tukaj oceniti ali? Ja, zdaj te predvolilne obljube so v bistvu na nek način predvolilni program oziroma program list političnih strank, kandidatov za župane, skratka vseh
kaj nameravajo narediti. Zdaj vse ni v moči, bi rekel, takrat potem tistega, ki to odloča. Lahko rečem, da sam sem z 15 ključnimi napovedmi, ki so bile tudi spisane, javno objavljene, zadovoljen. Od tega se jih je kar pretežni meri veliko uresničilo. Tiste, ko pa se niso, seveda pomenijo izziv za prihodne čase, za mene ali kogarkoli drugega, kajti na tej lokalni ravni se pravzaprav neke prioritete bistveno ne razlikujejo. Vemo, kaj so naloge občine, osnovne naloge občine, kaj so potrebe Raven, kaj so potrebe našega kraja, tako da tu so zadeve relativno poenotene. Pa bi vas tako vprašal, imate takole v svoji podzavesti nekje shranjene morda ene 3 zadeve, katere bi pa želel izpostaviti kot neko uspešno zgodbo za ta mandat, ki se izteka? Ja, ena izmed stvari, ki je bolj vezana na dejavnost, delno na prestrukturiranje, je zagotovo osamosvojitev komunalne dejavnosti. Lahko rečem da občina Ravne je z nekaj letnim ali 10-letnim zamikom pravzaprav uresničila to svojo razvojno, bi rekel, dolžnost ali pa pravico, da ima lastno komunalno podjetje. Danes, če se peljete po Ravnah, boste lahko srečali 2 ali 3, morda celo 4 komunalne ekipe, ki urejajo mesto na različnih področjih, od košnje do urejanja cest. S tem sem, bom rekel, na nek način do neke točke zadovoljen. Seveda noben sistem ni tak, da smo lahko popolnoma zadovoljni, vedno moramo dvomiti in seveda z razvojnega vidika izboljševati stvari. Potem je zagotovo tu gradnja dvorane, večnamenske dvorane v Kotljah, recimo za izpostaviti v tem preteklem 4-letnem obdobju. V Kotljah je bila 10-letna bolečina te dvorane, ob šoli, vrtcu, ob normalnem tem okolju, za katerega skrbi občina, je manjko kulturni dom, oziroma ta, ki je bil, ni bil neobčinski, je bil zelo dotrajan in pa manjkala je športna infrastruktura. Glede na to, da v mestu Ravne imamo 7 tovrstnih dvoran na osnovnih šolah in tudi na našem DTK-ju, se mi zdi to pametno, da smo šli na nek način decentralizirati tudi to področje, povečati blaginji ljudi, hkrati pa se je nastalo pravzaprav nov zaselek, zadnji zaselek individualnih hiš, tako imenovane Kotlje 3, tako da ta večnamenska dvorana je tudi pomemben dosežek v tem mandatu. Občinske seje so konstantno dobro vodene, tudi udeležbo imate, bi rekel, dokaj solidno, skratka, in občinski svet glasuje kot podmazan stroj, bi lahko rekli, glasujejo večino stvari, so verjetno skoraj ni primera, da bi kdaj ne bili izglasovani sklepi. Pa seveda, zatem ta zadeva ima seveda svojo obrazlago, ali tu stvar o dobrih argumentacijah ali v dobro pripravljenih gradivih ali v čemu vi to pripisujete? Ja, tu bi bilo več faktorjev. Osnovno bi rekel izhodišče, zakaj je občinski svet v 95% pravzaprav enoten, brez glasu proti glasuje za odločitve, je predvsem, zdaj je sicer lastna hvala, cena mala, ampak predvsem v tem, da vsi predlogi, ki jih jaz pač kot predlagatelj po poslovniku oziroma zakonodaji dam, imajo jaz osebno in moji sodelavci odprta ušesa. Kar pomeni, če nekdo želi izboljšati predlog, se ta njegov predlog sprejme, nikakor se ne postavljajo neke betonske stene, okolikor seveda je cilj enak, torej rešitev enaka. Primer je bil ustanovitev lastnega komunalnega podjetja. Zato seveda je možno dobro, pozitivno delati, konstruktivno sodelovati, ker nikogar, nobenega predloga ne odbijamo a priori, ampak ga sprejmemo. Okolikor pa se seveda nekdo ne strinja s tem, recimo primer, če uporabim ustanovitev lastnega komunalnega podjetja, takemu pač seveda ne moremo prisluhniti in za dobro argumentacijo, za večplastno argumentacijo stojimo za svojimi rešitvami. To je en izmed faktorjev, po moji oceni, da relativno, lahko rečem, na Ravnah je politično, lokalno, stabilno okolje. Drug faktor pa je, da se na lokalni politiki ne politizira. Da ljudje, ki se želijo iti neko ideologijo, politiko, uveljavljati neke svoje rešitve, mesto tem je v državnem zboru, tam se dejansko kreira neka politika v smislu, širšem smislu, medtem ko komunalna politika, lokalna politika pa je bolj enostavna stvar, je vsakodnevno opravilo, je v tem, kjer grm se je prej zarastel v kakšnem križišču, do tega, da potrebujemo novo dvorano, čistilno napravo. Skratka, zadeve so bolj življenjske, bolj enostavne, ne ideološke in tudi to botruje temu, da občinski svetniki to prepoznajo, bo rekel, na nek način ne politizirajo, sploh pa ne strankarsko politizirajo, kar je še najhujš,
ker to se seveda počne večinoma v državnem zboru. In če lahko rečem, da je to drug faktor tega, da na Ravnah lahko govorimo o zgodbi uspehu. Ja, izredno pomembno je tudi to sodelovanje, pa na nek način, da se tu, bi rekel, z direktorico občinske uprave, konkretno direktorico, pa tudi z osebjem, skratka, ki tvori to občinsko upravo. Skratka, kako bi to ocenil, to sodelovanje? Je to tisto pravo? Ste zadovoljni? No? Ja, jaz sem z občinsko upravo zadovoljen. Zdaj dogaja se nam to, da se nam, kot je naravno, ljudje starajo. Naša občinska uprava se zmanjšuje vse število, nenehno, in pa so tudi ljudje so vedno starejši, tako da bo v prihodnjih par letih prišlo do generacijskega prehoda, prišli bojo novi mladi ljudje. Pomembno je to sodelovanje med županom, kot predstojnikom, kot političnim predstavnikom občanov, interesov občanov in pa strokovno ekipo, ki vodi občino, in pa tudi navsezadnje med svetniki in pa občinsko upravo je sodelovanje dobro. Na občinskih odborih, ki niso javno posneti, je ogromno debate, ogromno razprave, ogromno razlag, pravzaprav še več kot na sami plenarni seji občinskega sveta, in tam se pač tudi izkristalizirajo določena mnenja, pojasnjuje se, in zaradi tega, kot rečeno, se potem navzven vidi v tem relativno enotnem glasovanju. Statistika je področje, ki nekateri pravijo več zakriva, kot razkriva, ampak kljub temu bi nekaj teh statističnih podatkov morda pokomentiral. Leta 2014 je bilo v občini Ravne na Koroškem 11.300 prebivalcev. Skratka, kakšno je danes stanje? Smo tu na tej ravni ali smo kaj zrasli ali kako? Ja, ta številka je približno enaka. Če se ne motim, je podatek 11.700. Žal je torej današnje število prebivalcev nad 11.500, ampak pod 12.000. Občina Ravne je že imela nad 12.000 prebivalcev. Dejstvo je, da je demografska slika Koroške slaba, vrsto aktivnosti poteka, da bi se to obrnilo. Najbrž bomo tudi kasneje omenjali tretjo razvojno os. Potem naslednje dejstvo vse za občino Ravne je, da mimo na občino Prevalje, s katero pravzaprav na nek način spadamo skupaj. Na Ravnah je bolj razvito gospodarstvo, medtem ko ljudje v veliki meri se tudi odseljujejo na Prevalje, in če bi gledali enoto kot eno entiteto Ravne Prevalje, število prebivalcev ni padlo, mogoče se nekateri ljudje pač preselili na Prevalje, ker so ljudje tu zelo povezani in tudi vse skozi je to bila enotna občina, enotno okolje. Drugače pa smo leta 2013, ko smo delali občinski prostorski načrt, naročili študijo, oziroma bila obvezna študija razvojnih priložnosti občine Ravne, in tam noter je bila ta demografska analiza, in takrat se je ugotovilo, da Ravne še niso zapadle v demografsko negativno špiralo, smo pa relativno blizu. Zato je pomembno, da ustvarjamo, oziroma občina nudi pogoje tako za delovna mesta, kot so tudi stanovanjske enote. Če ljudje nimajo kje živeti, se preprosto izselijo. To smo nekako uspeli zajeziti na nivoju vsaj teh individualnih stanovanjskih hiš, kjer je naselje Kotle 3 zadržalo okoli 40 družin, ki bi sicer iskali bivanje druge. Čaka nas še naloga na področju stanovanjskih blokov, in pa tudi pripravlja se že nova, glede na to, da so Kotle polne, individualna stanovanjska zazidava Čečovje jug. To je območje, ki je stavbno v lasti občine in bo v prihodnje deležno pozidave. Povprečna mesečna plača bi lahko ocenili, da smo v tem obdobju rasli, ali kako je s plačami? Plače so naravno tradicionalno najvišje v Koroški regiji. Zasluga to gre predvsem gospodarstvo. Največ delovnih mest na Ravnah je v gospodarskih družbah, tako da panožna oziroma ta kolektivna pogodba za kovinarsko energetsko dejavnost, industrijo, povzroča to, da se redno objavljajo, se zagotovo višje plače kot pred 4 leti. Na Ravnah večinoma, razen z izplačilom, takrat nas Mežica prehiti v decembru, ko eno podjetje v Mežici izplača 13. plačo oziroma regres. Takrat je Mežica vodilna, drugače pa na Ravnah se lahko pravzaprav pohvalimo z najvišjimi plačami v Koroški regiji, in tudi mislim, da smo s plačami nad slovenskim povprečjem. Za par 10 evrov je povprečna plača višja, ampak kot ste že sami ugotovili, če nekdo je zelje, nekdo meso, statistično vsi jemo segedin, pa kljub temu nekateri mesa niso niti okusili. Tako, ampak segedin je dobra hrana, pravijo. Tako. V obravnavanem obdobju, ki je bilo,
možno tudi zaznati, da je občini bilo 402 stanovanja na 1000 prebivalcev. To je podatek na 2014. Se je v tem obdobju, bi rekel, ta slika popravila navzgor. Skratka, pa če še naprej nekaj iz tega ven potegnem iz teh statističnih podatkov, približno 52% stanovanj je imelo najmanj 3 sobe in povprečna velikost pa je bila 77 kvadratnih metrov. Če bi te podatke tako zaokrožil, to stanje dokaj ugodno, no. Ja, zdaj, ta statistika se po moji oceni ni izboljšala bistveno, kajti seveda ni bilo intenzivne gradnje stanovanjskih blokov, ki prispevajo seveda največje število stanovanj. Bilo je kar nekaj gradenj seveda individualnih stanovanjskih hiš, ki pa so vse nad 77 kvadratov, torej se je povprečje najbrž povečalo. Je pa to seveda zanimiv podatek, da so stanovanja relativno velika. Poznamo seveda naselje Javornik kot največje stanovanjsko naselje Čečovje, Trg, in občina Ravne seveda ima največje število stanovanj v Koroški regiji. Vsak drugi prebivalec občine je imel osebni avtomobil, skratka 50% je bilo 50 avtomobilov na 100 prebivalcev, skratka tudi ta del je verjetno v porastu in tudi verjetno vozni park je novejši, kot je pa bil takrat, ker takrat pred 4 leti je bil povprečno star avtomobil 9 let. Ja, na nek način se to opaža tudi na cestah in pa na parkiriščih, predvsem, kajti seveda blokovna naselja, kot sem že omenil, Javornik, Trg, imajo tudi Čečovje probleme s parkiranjem, kajti seveda, ko so se ta naselja gradila, je bilo nižje število vozil. To se je nekoliko reševalo potem z dodatnimi izgradnjami garaž, vendar pa se opaža, da seveda število vozil na stanovanje presega parkirna mesta in tu nastajajo težave in z tega vidika seveda lahko rečemo, da se je po tej plati standard naših ljudi dvignil in pa tudi vozni park se pomlaja. Če se enkrat peljete skozi Ravne, na nek način vidite, da je vedno več tudi teh prestižnih znamk avtomobilov, novejših in seveda, bi rekel, na nek način raste standard našim ljudem. Ta podatek bi še izpostavil, da je bilo v občini takrat zbranih 234 kg komunalnih odpadkov na prebivalca. Verjetno, da je tudi ta zadeva v porastu, skratka. Ja, odpadki zagotovo rastejo, materialna družba, potrošniška družba, veste, kaj pomeni, ko kupiš eno stvar, da je embalaže enkrat toliko, kot je tista stvar, ki jo uporabljate. Tako da to se opaža tudi na nivoju seveda Koroške regije, Centra za ravnanje z odpadki, da ti procesi, ki tečejo, seveda kažejo na porast števila odpadkov. Standard občanov tvori več dejavnikov. Skratka, poleg primarnih potreb je pomembna zadovoljitev tudi sekundarnih potreb, to je teh družbeno-kulturnih. Skratka, kako vi ocenjujete zadovoljstvo in kvaliteto bivanja v občini svojih občanov? Skratka, v teh, tako primarna kot sekundarna raven, skratka, kot v neki celoti. Ja, zdaj mislim, da občini je dokaj široka in pestra ponudba, vsega seveda nimamo, predvsem nam manjka te trgovske ponudbe, ljudje nam javljajo, da seveda naše trgovine, trgovska ponudba je šibkejša, kot bi si seveda ljudje želeli, zato seveda morajo pač v sosednje kraje, bi rekel, po nakupih. Drugače pa bolj pomembne stvari, seveda, kot je samo potrošništvo, pa na Ravnah po moji oceni obstaja, da lahko rečemo, da ljudje imajo možnost živeti neko bogato, kvalitetno življenje, pa ne govorim samo o naravi, lepi naravi, ki nas obdaja, od seveda doline Kotule, pa Strojne, Podgore, govorim o športni infrastrukturi, redke so občine z 2 bazenoma, potem imamo seveda tudi kulturno razvejano infrastrukturo od galerije, gledališča, drugih kulturnih ustanov, Koroška osrednja knjižnica, biser med slovenskimi knjižnicami, medgeneracijski center. Tako da teh dejavnosti, v tem smislu družbenih dejavnosti je na Ravnah ogromno. Sedaj je predolgo, da bi zdaj kaj naštel, oziroma nehvaležno bi koga izpustil. Tako da po tej plati lahko rečem, da lahko pri nas živimo bogato življenje. Omenili ste že, da je kot uspešno zgodbo razdružitev in ustanovitev lastnega komunalnega podjetja v občini Ravne na Koroškem. Pa bi zdaj morda, bi rekel, z ozirom na to, da tu zadeva včasih ni dovolj jasna, predstavil, katere dejavnosti se
te pa upravlja to ravensko komunalno podjetje, ker vemo, da to je pač splet storitev od zbiranja pa odvoza smeti do vodooskrbe in tako naprej. Skratka, če bi tu nam predstavil malo. Ja, zdaj najlažje bi razložil, pa mogoče najbolj preprost način, ravenško komunalno podjetje naše, torej dela vse razen dveh stvari, torej ravnanja z odpadki, samo za te kante in pa ekološke otoke, ki so po mestu, 36 ekoloških otokov in pa seveda komunalni suhi, mokri ter biološki odpadki, razen za odpadke in pa razen za pogrebno in pokopališko dejavnost, ki pa je seveda v naši občini zgolj v Kotlah, na Ravnah je ni, ampak je na Barbari, v Prevaljah. Tako da vse drugo pravzaprav je v naši domeni, kako so urejeni pločniki, kako so urejene zelenice, kako izgleda mesto kot takšno, to vse je v naši domeni, poleg seveda vodooskrbe, ki je ne vidite, ampak čutite, na pipah ali pa seveda odvajanja komunalnih voda, ki jih spet ne vidite, pač steče stvar na čistilno napravo. Tako da najlažje si ljudje predstavljajo vse razen odpadkov in pogrebne dejavnosti. To pa ne zaenkrat, ker je to na nivoju regije urejeno v smislu regijskih odlokov. Zato v to nismo mogli posegati. Zavedam se, da je seveda velika še rak rana, nekoliko je že boljše, bom rekel, zadnje čase, ampak velika rak rana je še vedno odvoz odpadkov, zlasti z ekoloških otokov. To nas čaka v prihodnje, ampak kot rečeno, to nismo še mogli odkleniti iz komunalnega podjetja Log, zaradi tega, ker je to mora odkleniti 12 koroških občin in to se bo dogajalo, kajti velja nova uredba o ravnanju s komunalnimi odpadki na državnem nivoju in odlok o ustanovitvi KCRO, da moramo prilagoditi te uredbi. Pravzaprav prihaja tudi do sprememb ravnanja procesa z odpadki, ne bo več suhih, mokrih kant, nekoliko drugače se bo imenovalo, embalažna in pa drugi odpadki, tako da te spremembe v roku enega leta že po zakonu morale biti in takrat se bo občina Ravne morala odločiti, ali gre torej tudi z odpadki na svojem področju ali morda zajemo celo področje drugih občin v torej svoje lastno podjetje. Gospodarstvo je temelj, na katerem rastemo ali stagniramo. Pa vendar nam se je v tem obdobju, v tem mandatu dogodilo, da je pač eno pomembno podjetje Petrol Energetika na nek način ugasnilo tu, ki je imelo sedež občine Ravne in je ostal v bistvu samo še obrat. Je to lokalna skupnost, seveda je kar tudi, skratka, vsi smo na tem področju nekaj izgubili, pa je lokalna skupnost to poskušala tu na tem segmentu kaj postoriti, da bi vendarle ostalo, bi rekel, podjetje z sedežem tu na Ravnah. Ja, pravno formalno smo imeli omejene možnosti, z dopisi smo zgolj, to smo pa sodelovali z kolegom Tasičem iz Prevalj, s dopisi opozarjali, na sestankih opozarjali, da je bilo ob oddaji koncesij, predvsem za toplovod mesta Ravne in pa plin v Prevaljah, opozorjeno, da je bilo takrat govora o samostojnem podjetju, ki bo delalo, ampak že pravzaprav v tistih pogodbah leta 2002 so bile tripartitne pogodbe, torej se je podpisalo že Petrol Energetika in občini Prevalje ter Ravne, tako da so bile pravno formalne možnosti izjemno male. Seveda to obžalujemo, izguba podjetja v tem okolju, dobrega podjetja, veliko število zaposlenih, seveda tudi družbeno odgovornega podjetja je, na nek način oslabitev našega okolja, je pa lahko rečemo tudi napaka najbrž, da se je sploh, bi rekel, energetsko srce prodajalo, energetsko srce železarne bivše, podjetja zdaj predvsem Metal in drugih podjetij, da se je to na nek način outsourcalo, kajti energetska oskrba elektrike, plina, kar železarna potrebuje, seveda to dati ven, prodati takrat Petrol, jaz mislim, da je že to bila izvirni greh napake. Ko pa smo zvedeli, da celotna skupina Petrol ukinja vse te njihove DOO-je, hčerinske družbe, da so se pač odločili v koncernu oblikovati pod eno streho vse, pa pravzaprav smo bili nemočni, da bi zahtevali, da bi se obdržalo podjetje Petrol Energetika. Skratka, tu pač ima eno svojo, bi rekel, podjetniško logiko, katero se pač ne da ustavljati in seveda ti procesi so bili in bodo. Skratka, če gremo zdaj naprej na stanovanjsko izgradnjo, prej ste že omenil nekaj pozidave, južni del Čičovja pa še kaj, pa med ostalim govora je tudi bilo, kaj je z nadomestno gradnjo vrtec, se bi naj tudi gradil, pa bi morda o tem tudi kaj.
pojasnil. Če bi lahko ocenil v tem mandatu stvar, ki je najbolj manjkala, je to izgradnja stanovanj. Situacija gospodarska se je od leta 2009 toliko popravila, da ljudje v veliki meri iščejo stanovanja ali za nakup ali za najem, to ni tako bistveno, da nismo uspeli pravzaprav zgraditi nekaj stanovanj, ali na zasebnih zemljiščih ali občinskih na občinskih, to tudi ni toliko pomembno, da ni prišlo do izgradnje stanovanjskih enot, zato smo na nek način letos to pospešili. Občinski svet je že sprejel odločitev o razpisu stavbne pravice za tako imenovani vznožje naselja Čečovje, Senica, Tumf, Ravnčani bodo tako vedeli, kje je to. To je območje, ki je dokaj veliko, tu zdaj pripravljamo idejno zasnovo, da bomo imeli zrisane bloke in bomo objavili, torej že imamo vse podlage, razpis za gradnjo blokov, ker občina ne bi bila kupec, ampak bi zgolj ponudila zemljišče zasebnikom. Nazaj smo držali plato Javornika, kajti ravno za dom starejših se ne ve točno, še zaenkrat velja odločitev vrata Javornika, to je ta plato pred Javornikom. Nismo hoteli, tu je bil tudi izkazan interes, da bi ljudje, investitorji gradili neprofitna stanovanja oziroma profitna, kaj ne vemo, ali bo ta dom romal v okolico dvorca Javornika ali ne, to bo stvar prihodnjih debat, razprav in so tudi odločitev občinskega sveta. Potem nas je nesrečno ustavila Marjetka, objekt vrtca Marjetka je bil že pripravljen, že zrisan za pravzaprav obnovo notranjosti oziroma tudi varianto rešitve. Imeli so pripravljen razpis, objavili smo ga v medijih, potem pa je Zavod za varstvo kulturne dediščine žal zapuščen objekt Marjetke zaščitil kot spomenik, to pristojnost po zakonu imajo in se je zadeva ustavila, drugače bi tam že bilo 15 na novo obnovljenih stanovanj ali celo na novo izgrajenih. Tako da na stanovanjski gradnji, kot rečeno, zdaj brbota Senica Tumf, kjer bo občina razpisala stavbno pravico, potem se pripravlja gradnja individualnih stanovanjskih blokov v Dobji vasi, to je ob vznožju Dobjega dvora, eno zemljišče za Mercatorjem je v zasebni lasti, občina ga takrat ni kupila, sedaj pa smo že obveščeni, da moramo pripravljati komunalno infrastrukturo za gradnjo teh blokov. Medtem ko kar se tiče hiš, smo že prej omenili, torej Čečovje jug in pa tudi še obstaja ena zazidava Dobji dvor 2, kjer pa se čaka na nadaljne poteze. Regijski svet je tisti, ki povezuje vseh 12 občin Koroške in seveda sedaj vmes v tem mandatu so se zdaj dogodile tudi volitve, zgodovino poznamo, kaj ste razpravljali, to smo že obdelali. Zdaj bi bolj vprašal z ozirom na to, da so bile tako državno-zborske volitve, pa da sedaj nastaja tudi vlada. So to, bi rekel, s kakšnimi pričakovanji vi tu gledate, zdaj bi rekel, zdaj širše oziroma kaj bo po vašem mnenju tista prva zadeva, ki bo jo regijski svet naslovil na to novo vlado oziroma na te, ki so zdaj na nek način novi predstavniki ljudstva? Ja, zdaj jaz osebno na te stvari, bi rekel, menjave ministrov, predsednika vlade, vedno gledam pozitivno. Nimam razloga, da bi vnaprej bil nek pesimist, da bi rekel, ne bo jim uspelo, ne bo nič dobrega storili. Vsak se trudi po najboljših močeh s svojimi viri, s katerimi razpolaga. Tako da sigurno bo pa Svet Koroške regije ena izmed prvih zadev, na katero se bo obrnil na bodočo vladno ekipo, je to 3. razvojna os. Pripravljamo se že na prvi tako imenovan hearing oziroma zaslišanje, kot zdaj kaže, ministrice za infrastrukturo. Vedeti moramo, da imamo podpisan zelo dober protokol o izgradnji 3. razvojne osi, ki se ga z izjemo terminskega načrta prihaja do odmikov, vsebinsko pa država drži. Lahko rečem, da še v mesecu avgustu, morda bo sva septembra, pričakujemo predstavitev iz protokola dogovorjene študije variant na odseku hitre ceste Slovenj Gradec-Holmec in ravno tu čakamo pravzaprav nove odločevalce, kaj menijo o tem. Bom rekel, da sodelujemo že odkar je nastopil funkcijo z novim poslancem Mežiške doline Janijem Prednikom. On nam zagotavlja, da 3. razvojna os je del koalicijske pogodbe, koalicijskih dogovorov nove vlade, tako da Svet Koroške regije bo sigurno najprej odreagiral na to. Medtem ko ti razvojni projekti Koroške regije pa so že potrjeni strani sedanje odhajajoče vlade, tako da razvojnih 30 milijonov evrov, s katerimi Svet Koroške regije pravzaprav je odločal, so že razdeljeni. V preteklosti je bilo, bi rekel, nesporno ugotoviti, da je najbolj povezovalni del za Koroško so gozdovi, ker vse občine imamo
so bogato porasle z gozdovi, ampak na tem segmentu se nekaj posebnega ni dogajalo, razen da je država ustanovila podjetje Slovenski gozdovi. Kar se Koroške regije tiče, se na nivoju tega gozdarjenja ni veliko zgodilo. Na področju lesarstva, no, temu reče, potem seveda, ko je že drevo podrto, ko je že hlod pripravljen za ali odvoz v Avstrijo ali pa lastno obdelavo, se je država prizadevala, seveda, da bi čim več dodane vrednosti lesu dali sami. S tem ustvarjali so, da bi rekel, uspešna podjetja, uspešne zgodbe, torej v Tiškem vrhu, kjer je sodelovala družba za državne gozdove, da je nekako z nekimi strateškimi pogodbami tudi pritegnila investitorja, to turško podjetje, ki zdaj žal slišim zaradi dogajanj okrog turške valute, nekoliko popravlja svoje investicijske načrte, da bi tu začeli s to obdelavo lesa na Koroškem, s tem ustvarili preko 100 delovnih mest in dejansko preprečili to, kar se nam zdaj dogaja, da Avstrijci kot ena izmed evropsko najbolj naprednih držav na področju obdelave lesa, večino naših gozdov izvozimo kar hlode. Če bi zdaj priskočila to, pa je šla na te naše javne zavode. Muzej v bistvu nimamo javnega zavoda, je enota tu, ima sedež v Slovenj Gradcu, je zaznati aktivnosti na tem področju, potem Koroška osrednja knjižnica, pa visokošolsko izobraževalni center. Skratka, če bi tu v eni taki splošni oceno te činitelje, pa pomen njihov za občino. Ja, občina Ravne ima predstavnike v kar 16 teh javnih zavodih, kar že sama številka pove, da je teh veliko, da so zelo razvejani. Nekateri so v neposredni domeni občine, kot se da najbrž vsi vedo, no, od vrtca do osnovnih šol, potem pa se veriga nadaljuje, so državne inštitucije, ki jih večinoma in ustanavlja in tudi financira država. Z večino inštitucij smo zadovoljni, smo pravzaprav v nenehnem dialogu, tudi večino občina sofinancira, nekatere po zakonski normi, nekatere pač kolikor zmore. Tako da za občane najbolj pomemben ta ZKŠTM oziroma Zavod za kulturo, šport, turizem, mladinske dejavnosti. Na kulturnem področju blesti Koroška osrednja knjižnica, ki presega zgolj poslanstvo knjižnične dejavnosti, ampak je pravzaprav kulturni hram, imajo ogromno prireditev, gostijo ogromno prireditev. Zdravstveni dom, vsi dobro poznamo ga, redno uporabljamo. Tu nas čakajo predvsem naloge okolice oziroma parkirišč, okolici zdravstvenega doma manjka, medtem ko dejavnost zelo dobro poteka. Lekarne, skratka, jaz mislim, da je za ta področja potreb občanov na Ravnah dokaj na kvalitetnem nivoju poskrbljeno. Kot sem že prej omenil, na splošno velja, da tisti, ko nekaj delamo, ne smemo biti nikoli, bi rekel, preveč zadovoljni, ampak nenehno v nekem permanentnem nezadovoljstvu, to nas žene naprej. Tako da vsi se trudijo, direktorji vodijo odgovorno te zavode in lahko rečem, da se bomo tako kot neka, bi rekel, celota trudili še naprej. Srednjo šolstvo bi izpostavil predvsem gimnazijo. Gimnazija je pridobila program farmacije, no, če tako poenostavljeno rečem. In sedaj je zaznati, da se ta investicija, ki je bila, bi rekel, na nek način razlog za to, da se je šlo v pridobivanje pa razpis tega dodatnega programa, ustavila. Lahko tu kaj več pojasnite? Ja, to je ena situacija, ko smo vedno obsojali šolstvo, da se ne zna prilagajati potrebam gospodarstva, da je šolstvo odmaknjeno od gospodarstva. Tu se je pa pokazalo, da šolstvo na nek način mora biti na nek način konzervativno, da mora gledati daljši rok, da je tu za razliko od metalurškega tehnika, ki je bil tudi izobraževalni program pridobljen na Ravne na podlagi potreb gospodarstva, se je pri tej drugi potrebi očitno pokazalo, da bo moč ali pa da bo zanimivo upisati le eno generacijo, sedaj bo potrebno izšolati do uspešne mature 4 leta, kajti ta žal slaba novica, ki je odmevala po Mežiški dolini, da se je popolnoma ustavila novogradnja, ki je bila tudi na nivoju vlade otvorjena, je slaba novica. Zdaj, glede na to, da je investicija do neke faze, ostaja upanje, da se bodo odločili za nadaljevanje. Žal pa trenutne informacije ne kažejo v to. Tako da, kar se tiče teh, bi rekel,
tega oddelka farmacevtskega tehnika, ki je v okviru gimnazije organiziran, bojo ljudje izobrazbo pridobili, pač iskali zaposlitev druge ali v zdravstvenem sistemu, kot smo omenila, tudi bolnišnica potrebuje farmacevte, lekarne, Koroške lekarne, izjemno uspešen javni zavod z vsemi enotami, ali pa so tudi v farmacevtskih družbah Lek v Ljubljani, tudi nekaj na Prevaljah, ali pa so Krka, Novo mesto. Tako da jaz mislim, da ta izobrazba, ki jo lahko tudi nadgradijo še na fakultetah, potem tudi ne bo tako slaba. Ja, pač zdaj morda ena zadeva, ki je dokaj bila izpostavljena v tem obdobju, primarno zdravstvo, oziroma zdravstvo na tej primarni ravni, ti naši osebni zdravniki, pa urgenca, tam je bilo kar precej tega, urgence ne damo, pa skratka neki protestov. Sedaj je stanje, kot je, vemo, urgence nimamo. Kako ste pa zdaj zadovoljni s tem? No, ravno to hočem vprašati. Ne? Ja, tu v moje praksi je vedno problem, ko nekdo inštitucijo postavlja pred posameznika. Tu je ravno tako šlo za spopad inštitucij, kje bo torej reševalni center, kje bo urgentna služba. Nekako se je zadeva usmerila na bolnišnico, ki pa seveda je sekundarna inštitucija, ki obravnava paciente potem, ko so na primaru že obravnavani. Predvsem pa se je pojavila takrat težnja po drobljenju zdravstveno-reševalnega centra Koroške med zdravstvene domove, zlasti zdravstveni dom v Slovenj Gradcu je imel željo pridobiti vozila in zdravnike, seveda z temi, bi rekel, navezavi z bolnišnico Slovenj Gradec. To se je potem na srečo ustavilo, ustavil se je ZRCK, je ostal kot pomemben faktor torej na tem področju, tako da tu Koroška ostaja združena, zavod se še krepi, ima novo vodstvo, novo direktorico, ki uspešno vodi zavod, tako da tu pravzaprav občani na srečo nismo bili na slabšem. Kriminaliteta. Takrat je bil tudi vmes, je bilo tudi govora o tem, o selitvi v Celje tega sedeža policijske uprave iz Slovenj Gradca. Tudi takrat so bili določeni protesti, ampak nekateri pravijo, da policije ne pogrešajo, ampak kljub temu, kakšna je ocena zdaj zaradi tega na področju javnega reda in mira, prometna varnost in vemo tudi, ker nemalo problemov je tudi za zasvojenosti in to se kaj. Ja, zdaj tu je več plati. Mi, občina, smo v nenehnem stiku z policijsko postajo, predvsem Ravne. Redno nas obiskujejo, nam poročajo, da ljudje s postaje, kaj se dogaja, v katero smer gre situacija. Mi njih opozarjamo na to, kaj nam občani javljajo, kaj sami opazimo in naši redarji. Mežiška dolina ima sedaj 2 redarja. Zagotovo se je nivo, bi rekel, varnosti z odhodom policijske uprave iz Slovenj Gradca v Celje poslabšal. To je bilo zaznati takoj potem. Situacija se nekoliko zdaj izboljšuje, iz Celja seveda bolj obvladujejo in določene službe so vseeno v Slovenj Gradcu ostale, predvsem na kriminalističnem nivoju. Vsekakor pa je to slabo. Takrat nismo mogli dopovedati ministrici za notranje zadeve in pa tudi generalnemu direktorju policije takrat, da pogled iz Oblane je nekaj drugega, kot pa svoje življenje na, bi rekel, periferiji. Tako da z tega vidika se situacija je poslabšala. Je pa res, da javni red in mir nekako niha, se najde obdobje, se najde generacija, predvsem mladostnikov, ki bolj razgrajajo v parku, ki bolj, bi rekel, uničujejo družbeno lastnino, pa potem se pojavi neko obdobje zatišja, tako da tu pa izjemno težko vplivamo, kakšni so ti, ki grejo po Ravnah in jih moti, recimo steklena izložba v Mladinski knjigi. In trenutna situacija relativno dobra. Društvena dejavnost v občini je dokaj razvijena in tu izpostavil bi zdaj seveda nogometni klub Fužinarje v drugi slovenski ligi, kar je, bi rekel, izreden dosežek, ker vemo, nogomet je tista najpomembnejša postranska stvar v življenju, se tako pravijo. In seveda okrog tega se vrti tudi kar precejšnji denarji. Je občina s tem v bistvu enkrat je pridobila na afirmaciji, sočasno pa verjetno tudi je treba kaj finančno podpreti tole, da lahko funkcionira klub.
Ja, predvsem nogometni klub Fužinar je naredil velik preboj za uvrstitvijo v drugo slovensko nogometno ligo, potem pa še letos, mislim, da so se v drugi sezoni obdržali v ligi, tako da to je izjemen uspeh, tega naravno pravzaprav ni bilo kar 30 let, po mojih informacijah. Občina, predvsem glede, da to gre za člansko selekcijo, skrbi za infrastrukturo, mi pravzaprav ne smemo po zakonu financirati dejavnosti članske ekipe, financiramo mladinske, pionirske in druge pogone pod U18. Nekako mimo medijev oziroma mimo pozornosti javnosti je šlo, da ima občina nov pravilnik na sofinanciranje na področju športa, ki je bil letos sprejet, brez nekih revolucij, brez prepirov med športniki in po tistem ključu razdelimo torej teh 140 000 evrov za dejavnosti klubu in seveda po številu teh sredstev je nogometni klub Fužinar takoj drugi za plavalnim klubom Fužinar po višini prejetih sredstev. Tako da po tej plati seveda financiramo nogomet, za člane, kot rečeno, pa urejamo to infrastrukturo, ki je potrebna seveda nastopanje v drugi slovenski nogometni ligi, ima določene višje kriterije kot prej v tretji ligi, ki ni bila še v okviru Slovenske nogometne zveze, tako da delamo z roko v roki z nogometaši. Mladinski svet je bil že omenjen, pa medgeneracijski center, pa dajte še tole malo pokomentirati. Ja, zdaj, ti dve zadevi sta eni izmed, bom rekel, po moji oceni, zgodb o uspehu na Ravnah, morda ni primerno, da rečem tu, ampak tudi televizija Uršlja spada med njih. Ravnčani smo dokazali, da na določenih področjih, najbrž na vseh, ne moremo biti izjemno dobri, ampak mladinski svet Ravne, če se spomnite njihovih akcij, Munipara v Koroški regiji, pravzaprav lahko kar do Ajdovščine iščemo podobno zgodbo o uspehu, tega, da so seveda uredili trim stezo, napisali knjigo o Ravnah, posneli film o Ravnah, navsezadnje potem ustanovili mladinsko inicijativo za tretjo razvojno os. Podobna zgodba medgeneracijski center Ravne, zagotovo najboljša zgodba na Koroškem oziroma, skupam trditi, ena najboljših zgodb v Sloveniji, kako je tam poskrbljeno seveda za to medgeneracijsko druženje, da ne govorim, kakšne razvojne perspektive se šele za naprej odpirajo, tako da te dve zgodbi absolutno, bi rekel, krepita, bogatita naše okolje. Tudi gasilci ravno v teh dneh so praznovali 140 let gasilstva na Ravnah. Je to, bi rekel, prvič je to gasilci najbolj priljubljeni po hierarhiji priljubljenosti, ki se tako meri, skratka. In tu so potem še čebelarji, pa ne vem kaj vse ostale. Skratka, vsa ta paleta društvenih aktivnosti je izjemna tule na Ravnah. To je izjemno razvejano, vsa ta društva seveda kličejo svoje vrste, tudi mlade generacije, opažamo čebelarji, kot ste jih omenili, sicer je društvo praznovalo 100-letnico, so, bi rekel, izjemno aktivni. Gasilci so se prenovili, imajo nove generacije, nov poveljnik, nov predsednik, iščejo nove sile, folklora, tudi izjemno cenjena, tudi rabi mlade vrste, tako da morda je prišel čas, da se bojo ljudje, potem ko že, bi rekel, otroci odrastejo vse do shoda v osnovno šolo, reaktivirajo v vsa ta društva, ki so resnično zelo razvejana, tako da tega je veliko. Občina se trudi vsem tem društvom nuditi ustrezne infrastrukturne pogoje, ravno tu v naši soseščini je skupna pisarna, kjer lahko delujejo za ta svoj administrativni del, ki jim je manjkal, drugače pa sedaj jih vabimo na vse prireditve, Ravenski dnevi, kjer se društva tudi predstavljajo. Kot ste pa omenili svoje gasilce, pa smo zabeležili kar 140. obletnico in to je pravzaprav eno najstarejših društev v naši državi. Za občino velja tudi vsaj v preteklosti, da je izredno uspešna pri pridobivanju evropskih sredstev za razne te. Kako je zdaj s tem? Smo še v tej dinamiki? Ja, tu je prišlo po letu 2014 do nekega zastoja, predvsem se je vlada takrat, nismo še točno ugotovili, ampak mislimo, da v mandatu žal gospe Bratuškove odločila oziroma na nek način dogovorila ali izpogajala, kot rečejo, z Brusljem, da Slovenija ne bo več vlagala toliko v infrastrukturo, ampak v mehke dejavnosti, v mehke vsebine, ker smo domnevno infrastrukturo zgradili že prej. To nas je teplo, zato se je ta operativni program Ljubljana-Bruselj spreminjal sredi mandata, to je pomenilo vse pa časovne zamike. In teh sredstev na nivoju regije ni bilo tako veliko. Država je imela sama zagato, tudi ona se je na nek način zgovarjala na takratno vlado, da oni ne morejo razpisati, nam podeliti ali gospodarstvo podeliti nekaj, kar
se je prejšnja vlada dogovorila, da ne bo. To je relativno odpravljeno, kot sem prej omenil, 30 milijonov evrov smo se lahko iz kolača 3 milijard torej razdelili na Koroškem in občina Ravne bo gradila iz teh evropskih sredstev kolesarsko in peš pot Ravne-Dravograd na celotni trasi, torej meja občine Ravne, občine Dravograd in pa nadaljne krepitev poslovne cone in gospodarske cone Ravne. Ravenski biseri, če tako rečem, Rimski vrelec, dvorec Osjander, Ivarčko jezero, tudi Strojna je zamujena priložnost kot destinacija turistična, skratka. Pa je tu za pričakovati, da bomo v bližnji prihodnosti te stvari spravili na tak nivo, da bomo, tako kot smo že čas rekli, izredno ponosni, pa privabili predvsem tiste, da bomo sami se udejstvovali na teh lokacijah, pa tudi privabili še koga, da bo prišel. Skratka, ustvarili neko dinamiko, neko lepo, prijazno okolje, ki bo vabljivo, ki bo... Ja, zdaj, te stvari, ki ste nanizali, so v različnih nekih fazah. Ja. Ne? Občina recimo je nedavno kupila dvorec, no, zanimivo ga imenujete, Osjander, dvorec na Javorniku. Ima neko drugo poslanstvo, Rimski vrelec smo že pred časom kupili, pa ga žal še nismo uspeli oživiti na način, da ga bi sva prodali, vmes smo imeli kupca. Kot kaže, bomo morali kupiti tudi Ivarčko jezero, kajti lastnik je opustil vse dejavnosti v tem našem biseru pod Uršljo goro. Zdaj, moje stališče že 12 let je, da občina tu mora biti proaktivna, da ne sme gledati stran, da se ne sme zgovarjati na neke procese, ki tečejo mimo nje. In en izmed stopov, bi rekel, proaktivno vlogo je, da pač nekaj kupiš in s tem gospodariš na nek način. Imaš v lastnih rokah neko usodo, torej tako kot ste rekli, dvorca Javornik, ki smo ga zdaj v celoti že pridobili, še prej smo Rimskega pridobili. In vsa to zgodbo skušamo na nek način oživiti. Tako da, kar se pa tiče turizma, ko ste omenili vmes Strojno, je pa dejstvo, tudi občina je vlagala, letos dobijo asfaltno cesto do vrha, prej so dobili druge odseke, obnovili smo osrednji objekt, bivšo osnovno šolo, zunanjost delamo tudi korakoma k obnovi notranjosti. Pri turizmu pa so predvsem pomembni ljudje, no, vse tudi pri drugih dejavnosti, ko sem prej omenil, medgeneracijski center, brez Marjane Kamnik ne bi bil to, kar je. Tudi Kope kot turistični center ne bi bil brez dveh posameznikov, Boštjana Paradiža in Primoža Kotnika. Tako da tu bi morali najti nosilce, recimo na področju turizma, nosilce razvoja, ki bi potegnili ta voz potem naprej v tej gospodarski dejavnosti, da bi se našli posamezniki ali območju Uršlje gore ali območju Strojne, ki bi ta turizem, ki ima ogromno potencijala, naravne danosti, od kulinarike do lepe narave, ki jo seveda marsikdo pogreša v svojem okolju, da bi to dejansko potegnili, potem se tem vlečnim vozovom pa navadi pridruži še kdo, občina pa zagotavljam, da bo nudila to podporno okolje od reklam, marketinga, promocije, tudi na nove Koroške regije in pa te osnovne infrastrukture, da bi se našli ti posamezniki, ki bi gradili zgodbo o uspehu. Rimski vrelec, tam je zaznati, da se nekaj dogaja, pa bi lahko kaj več na to. Ja, Rimski vrelec smo zdaj temeljito očistili okolico, ga pripravljamo za oglede, ogledi se vrstijo, nazadnje smo imeli obisk iz Portoroža, bi rekel, posameznikov, ki zastopajo italijanske investitorje. Iz Nove Gorice se nam javlja gospa, ki bo posredovala Rimski vrelec italijanskim in katarskim investitorjem. Obrnili smo se tudi na veleposlanike teh tujih držav, izdali katalog v začetku leta, z gospodom Lipovškom tvorno sodelujemo, tako da tu brbota, bom rekel, najmanj 5 iniciativ, vendar nobena še ni v fazi, da se že odločajo o detajlih, da so že odločeni, da bi šli v to zgodbo o turizmu. Pri Rimskem vrelcu jih predvsem moti to, da prihajajo v relativno turistično neaktivno okolje, da okolje, za razliko od Rogaške Slatine, oziroma Rogaške ali Bleda ali Bohinja, kjer je brbota turizem, tu tega ni, pa moti jih tudi cestna povezava. Vsi nam omenjajo v pogovorih, da smo nekoliko preveč oddaljeni od avtoceste, da ko bo tretja razvojna, se nam bo ta strateški položaj bistveno izboljšal. Tako da teh zgodb smo se naposlušali, svetniki že razmišljajo o tem, ali so da obrati kakšno drugo pot na Rimskem vrelcu, so tudi te iniciative, vendar po moji ceni bi leto, dve še poskušali z oživitvijo turizma, potem pa morda res gremo v drugo usodo tega območja.
Nova dvorana v Kotlah, prej ste omenil, kdaj se predvideva otvoritev pri tisto, kot se reče, svečana prirezane vrvice? Ja, načrt prvotni je bil, da bi se to zgodilo že ob šolskem letu, torej v mesecu septembru. Žal je zaradi te dolgotrajne zime in pa dejstva, da izvajalec ni imel strehe še po zimi narejene, bo prišlo do nekaj mesečnih zamikov, tako da bi padla otvoritev pravzaprav v čas med 20. oktobrom in 20. novembrom, vendar se mi to ne zdi primerno, da bi takrat otvarjali dvorano, tako da dvorana bo po moji oceni otvorjena do konca letošnjega leta. Pa zdaj ob zaključku bi takole rekel, Korošci, Ravnčani smo v bistvu ponosni, kleni, trdoživi, pa rekel, imamo izredno veliko pozitivnih tistih lastnosti. Pa vendar, kljub temu bi vas vprašal, kje mislite, da bi bilo dobro, da si Korošci pa Ravnčani jemljemo nek navdih pa za tisti pripotreben optimizem za prihodnost? Ja, predvsem se mi zdi, da bi dobro izhodišče, da človek sprejme to, kar je, da okolje sprejme to, kar je, da ne mislimo, da smo nekaj, kar nismo, da smo lep del naše države, lep del Evrope, da smo odprti za vse nove izzive, da živimo seveda lokalno, razmišljamo in delujemo globalno, da se zavedamo, bi rekel, svojih viškov, če lahko omenim, glede na to, da kot župan predsedujem tudi Prežihovi ustanovi, da se zavedamo svojih viškov, kot je Prežihov Voranc, kot je seveda naše jeklarstvo z kar 400-letno tradicijo, da nas naši športniki Gregor Vezonik, Tjaša Oder povzdigujejo na globalni ravni, skratka, da črpamo pozitivno energijo od teh in posameznikov in dosežkov naše skupnosti. To se mi zdi predvsem pomembno. Lahko pa smo vse skozi nesrečni, da nekaj nimamo, da smo spet nekaj prikrajšani, da moramo iti v Maribor po to, v opero in podobno. Skratka, bodimo zadovoljni s tem, kar smo, delajmo na tem, svet je vedno manjši in živimo kvalitetno življenje. Tako, velikokrat je iz tega našega prostora zaznati to besedo hočemo. Včasih se pogreša še tisti, bi rekel, nadaljevanka, bi rekel, zmoremo pa bomo. Skratka, tudi to, bi rekel, včasih, bi rekel, samo hočemo, ostanemo, bi rekel, tisti, ki pač nekaj neprekinjeno želimo, ne izkažemo pa volje, da tudi bomo sami kaj k temu pridali. Skratka, tudi to. Pa bi s tem še morda na koncu vprašal eno zadevo, mimo katere se enostavno ne da. Tretja razvojna os je itak že bila pojasnjena, kako pa kaj, in je več iniciativ, ki to zadeve rešujejo. Je pa tudi, bi rekel, precej vprašanj ali pa zopet se porajajo te, bi rekel, razmišljanja o obvoznici mesta Ravn. Enkrat je ta vzhodna obvoznica, ki je bila ena varianta, je bila neka tista pridorska varianta. Skratka, se na tem področju kaj dela, se kaj predvideva, se kaj razpravlja, skratka, kako je ta zadeva. Tu se pravzaprav dogaja. Tretja razvojna os, ki ste omenili, je po moji oceni zagotovo projekt izjemnega pomena. Bi bilo premalo, če bi rekel, da je to projekt desetletja za Koroško oziroma za Ravne, kar projekt več desetletij. In ena izmed stvari, ki se dogaja okoli tega, so tako imenovane navezovalne ceste na tretjo razvojno os. In ta Ravnčanom znana umestitev vzhodne obvoznice, torej v dolino Kotule pri Votli peči, je del tega. Ko se riše, načrtuje tretja razvojna os, imajo Ravne dva odcepa, torej Ravne vzhod, torej pomeni, da se lahko peljemo tu v dolini Kotule, in pa Ravne zahod, torej proti Prevalam, iz tako imenovane Halde v Dobjo vas. In ta vzhodna cesta pravzaprav ima razvojna sredstva, preko smo omenjali regijska sredstva. Koroška ima 2,8 milijona evrov za projektiranje navezovalnih cest na tretjo razvojno os, kamor spada vzhodna obvoznica. So tudi dileme tu, ali bo to Y na Javornik, ali bo to samo na Brdinje. Ampak o tem bo tudi stroka še najprej povedala svojo predpolitiko, tako da lahko rečem, da se tu dogaja, in to je tudi v prid temu, da je občina v preteklosti kupila dolino Kotule, kar je bilo na voljo v teh stečajih oziroma v postopku prodaje gospoda
naslednika, mislim, da je bil gospod Osiander celo, Osiandrovih naslednikov. Denacionalizacija, tako je občina pravzaprav 70% doline Kotulja že kupila, ravno s tem namenom vzhodne ravenske obvoznice oziroma navezovalne ceste na tretjo razvojno os. Tu bo šlo za državno cesto, ki se bo navezala na zdajšnjo cesto Kotlje-Ravne, pa že zadem točno še kje ali celo v obeh Y-ih, tako da na tem področju se to dogaja. Doktor Tomaž Rožen, kaj ob koncu reče, veliko ste povedal, pojasnil, hvala za pogovor, lep rezultat vam želim na lokalnih volitvah 18. novembra 2018 in vse dobro. Hvala tudi vam za povabilo in lepe želje. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa lep pozdrav in na svidenje.